Kot sem rekla, oziroma ste dobili že v napovedi, gre za to, da današnjo pozornost usmerjamo na temo, o kateri so nekateri strokovnjaki že pred desetletji govorili, vendar je niso tudi nadrobneje pojasnjevali. Gre za vprašanje epigenetike, ki proučuje kemijske spremembe, ki se dogajajo na molekuli DNA, vendar pa ne vključujejo sprememb v sami genetski osnovi. Zlasti zadnje je za znanstvenike sila pomembno, ker pač ne trčijo na pomisleke ali pa silo vid odpor od etikov, ki vsakršno poseganje človekovo genetsko strukturo postavlja pod vprašaj. No, kaj se pravzaprav dogaja na epigenetskih spremembah? Šele hiter razvoj zadnjih 2 desetletij odstira nekoliko bolj te procese, razvoj pa je res silovit. No in nekaj pojasnitev bo tudi tema tokratnega razgovora z gosti. To je akademik, profesor dr. Robert Zorec, profesor dr. Igor Pribac, profesor dr. Gregor Majdič in docentka doktorica Luca Lovrečič. Lep pozdrav. Mislim pa, da ste med občinstvo tudi ugledni raziskovalci in če bo kakršnekoli zaplet, dilema ali karkoli, seveda pripravljam, mislim, vabljeni, da tudi nadrobnejšim pojasnitvam, pa tudi vprašanju današnjim gostom. Za začetek bi pa opozorila na knjigo, ki je, nimam je samo, ker je kar zajetno, to je nekih 700 strani, mislim, tako fizično težko prenašati, knjigo Gen, ki je založba Umko izdala, kjer avtor Siddhartha Mukherjee, ki je zdravnik, genetik, molekularni biolog, onkolog, nadrobneje spregovori o razvoju gena in pa delno tudi o epigenetiki. No, glede na to, da se o vplivu naše genetske zasnove za razvoj veliko govori, se je o okolju bolj malo govorilo, kar se pa je pogosto tudi kar o skepso. No, kot smo rekli, šele približno zadnjih 20 letih se je znanost začela vedno bolj zanimati za to, pa sprašujem, zakaj se je po vašem zgodil tak zamik v proučevanju epigenetike? A imate vi kakšen odgovor, kakšno pojasnitev, profesor Zorec? Da se slišimo, ne? Ja, ja. Lahko kar brez mikrofona? Ne. Ja, lepa hvala za besedo. Torej, najprej bi se opravičil, na vsakem način je moja predizobrazba biologija, delo na raziskovalnem področju je fiziologija, genetika je pa seveda tisto, kar je povezano z imunim poučevanjem na univerzi. Bi pa rad izpostavil, seveda, da je do tega, da je genetika tako zakorenjena o tem, kaj podedujemo, plod tistega obdobja, ki je začel se z Darwinom, vendar pa ni tako močno seveda vplivala na mišljenje, kot recimo je bilo po predhodniku, se pravi Lamarck, ki je bil francoski raziskovalec, ki je zelo drugače pojmoval, kaj dedujemo. In to je tisto, kar danes seveda že znanstveno vemo, da je tudi res. To je, da se seveda ne samo na nek zelo trden način podedujejo znaki in pa lastnosti živali, rastlin in človeka, pač pa tudi en tako mehek način, ki mu reče tudi v strokovno soft inheritance. To je, da se tudi podedujejo znaki in lastnosti, ne da bi se genska koda spremenila. Torej, delno je povezano ta epigenetika s tehnologijo, razvojem tehnologije, ki je vedno določala, kaj se raziskuje, verjetno delno pa tudi zato, da je seveda bil ustoličen gen kot genom človeka, kot knjiga življenja. Zato sem seveda prinesel sabo eno knjigo, kajti ko se je genetika tako razmahnila, ko je recimo Starkrit pa Watson strukturo DNA objavila v 50 letih, 60 letih, potem seveda je nastala tehnologija za sekveniranje DNA in ta seveda se tudi spreminja.
je potem, ko tehnologija dosegla vrhunstvo leta 2000 julija, sta nastopila dva močna politika takratnega časa, to je bil Tony Blair iz Anglije in pa Bill Clinton. In sta trdila, da zdaj, ko imamo znan človeški genom, je praktično do rešitve vseh bolezni stvar samo še 4 let. To je do leta 2000. 2019 se tega ne upam trditi, da je s tem dorešeno, predvsem zaradi tega, ker imamo tudi mehanizme poznanja, ki jim rečemo epigenetika. Epigenetika, kot je gospa Petrič povedala, je nekaj, kar je povezano z dedovanjem, ki pa ni povezano s spremembo genoma, na način, da se sekvenca spremeni in je pač genom veljal kot knjiga življenja. Leta 2000 je potem, seveda ob tem izjavi teh dveh velikih politikov, nastala knjiga, ki je imam sabo, je v slovenščini prevedena, v slovenščini je naslov Glasba življenja, v angleščini je naslov The Music of Life. Avtor te knjige je pa fizolog, ki ima, katerega ime Dennis Noble. On je profesor, zdaj že upokojeni fiziologije oziroma kardiofiziologije na Univerzi v Oxfordu in kjer seveda to trditev, da je genom knjiga življenja, da determinira naše vedenje in našo bolezen v normalnih pa seveda v patoloških razmerah, je seveda jo je skušal vreči v 10 poglavjih in jasno je, geni določajo vsega v našem delovanju, pravzaprav pa zelo malo. In tako je seveda takrat tudi že nastajala ta ideja, da je pravzaprav poleg same striktnega zapisa gena naše življenje določeno še s čim drugim in to je tudi na način, kar določeno življenje, kako seveda uporabljamo svojo somo, svoje telo, kajti tudi to določa, kako se te geni prepisujejo in tudi ta oblika se lahko tudi deduje. Ja, se bomo potem nekoliko več o tem rekli. Je pa zanimivo, ker ste omenili, da takoj, ko se politika vmiša in daje svoje sobe, takrat seveda to velja, mislim, apropo Clintona in Blaira. Profesor Majdič, vi se pač nekoliko ukvarjate z epigenetiko, pa me zanima, kakšno vaše mnenje, zakaj pri nas ali nas sploh prišlo do nekega zamika. Zdaj zadnjih 10 let so pa te raziskave kar zbruhane. Ja, celotno področje je dosti novo v svetu, kot ste rekla, tega enostavno prej nismo vedeli. In pred 20 leti nekako nismo slutili, da se dejansko dogajajo take stvari, da okolje vpliva. Bila je zasidrana ta teorija, da so geni osnova, ker se je takrat verjelo, da je tako res. In šele okrog leta 2000 se potem začelo razmišljati o tem, ko so bile prve raziskave, da je to možno. Zdaj, zakaj se pri nas ne ukvarjamo bolj intenzivno s tem? Mi se nekaj ukvarjamo se, ko delam na področju neuroendokrinologije, vedenjske neuroznanosti. V zadnjih letih se predvsem ukvarjamo z dolgotrajnimi učinki stresa, ki se kažejo kot zelo pomembni, da stres v otroštvu ali pa celo pred rojstvom lahko dolgotrajno spremeni delovanje možganov, kar je povezano kasneje tudi z nekaterimi duševnimi boleznimi, recimo povečana dovzetnost za depresivno motnjo in podobno. So pa to zahtevne raziskave. Tako da tukaj sicer danes ni namen te razprave, da bi o tem, ampak pač ne moramo mimo tega, da dejansko financiranje znanosti v Sloveniji je zelo nizko. Te raziskave so pa drage. Recimo, če bi hoteli na nivoju epigenoma, se pravi celotnega genoma, pogledati, taka raziskava stane 10-20 tisoč evrov. Za en projekt v Sloveniji dobiš pa na celo leto na voljo 30 tisoč evrov za materialne stroške, tako da iz tega lahko vidimo, da dejansko zelo težko take raziskave delamo. Če gledaš pa samo na posamezne gene, mi smo nekaj tega delali, da smo gledali metilacijo, to je ena od oblik epigenetike, še kasneje govorili o tem. Je pa to bolj kot iskanje v senu, igle, ko je pa pač mogoče boš ugotovil, kaj mogoče ne boš. Ja, docentka Lovričič, vi se pa ukvarjate sicer z medicinskega vidika, ampak še prej bi pa rekla tole, ker ste rekli, profesor Majdič, morda ni naključje, da je ta razprava ravno na Kemijskem inštitutu, tu imajo bazo, mislim, imenitnih raziskovalcev, tu bom kar, mislim, da je profesor Jerala zdaj le prišel, tak,
ki smo z njim okrog teh zadev razpravljali, iti v zadevo ali ne v zadevo, ampak najbrž za strokovno in tudi širšo javnost je v redu, da se o tem govori. Ja, profesor Lovrečiča, oziroma procentka Lovrečičeva. Vi se ukvarjate bolj z medicinskega vidika, ker ste zdravnica, ste na Inštitutu za medicinsko genetiko. Ja, jaz prihajam iz kliničnega centra, iz kliničnega inštituta za medicinsko genetiko, kjer je absolutno v prvi vrsti naše delo diagnostično delo, a ne torej s pacienti, ki imajo neke genetske bolezni. Ne moramo pa mimo dejstva, da ob tem vseeno srečujemo tudi področje epigenetike in da smo tudi udeleženi v raziskovalnem delu. Zdaj, mogoče bi dodala na prvo vprašanje še to, zakaj je to področje manj raziskano, ali pa zakaj imamo manj znanja na področju epigenetike. Predvsem zato, ker v bistvu stvari, ki se na ta način dedujejo ali pa javljajo iz generacijo v generacijo, niso tako enostavno razumljive, kot so to klasične genetske bolezni, ki gredo iz roda v rod ali pa ki se pojavljajo recimo pri večjih sorojednicih. In tiste bolezni, ki smo jih že prej lahko samo opažali, ne da bi poznali genetsko ozadje njih med generacijami, so bile tiste, ki so jih dejansko prve lahko raziskovali na nivoju genetike in tako seveda spoznali najprej spremembe v samem DNA zapisu. Tako da jaz mislim, da je en del tega, zakaj epigenetika tako pozno recimo prihaja v ospredje, tudi ta del, da prej nismo niti vedeli, da ta nivo obstaja, ne samo, da bi ga ne znali raziskovati. Naj omenim, da obstajajo tudi klasične genetske bolezni, ki se razvijajo zaradi epigenetskih vplivov. Tako poznamo nekatere, in te poznamo že več kot 20 let, poznamo nekatere sindrome, kjer recimo ima posameznik popolnoma drugačne težave, take pomembne, umsko manj sposobnost, mentalno retardacijo, epilepsijo, ataksijo, pravzaprav posameznik ni sposoben za samostojno življenje, če podeduje neko spremembo na nivoju metilacije, torej epigenetsko, po materi. Če to isto spremembo podeduje posameznik po očetu, ima popolnoma drugačne zdravstvene in klinične težave, pa v samem zaporedju DNA ni nobene spremembe. Ampak kot pravim, te stvari so jasno vidne, lahko postavimo skupino bolnikov ali pa skupino z lastnostjo to, pa zdrave kontrole, dočim, če se pa pogovarjamo o nekih mehkih lastnostih, če se navežem na prvega sogovornika, nek soft inheritance, torej vedenje, reakcije na stres, debelost, to pa so take lastnosti, ki že tako in tako v populaciji nihajo in težje opredelimo jasne skupine za raziskovanje. Tako da mislim, da to je tudi del tega, zakaj prej nismo poznali tega področja. Ja, ampak mislim, najbrž se bo v prihodnje, recimo, sploh vedno slika raziskovanja, kaj stvari se bodo najbrž dogajale, mislim, da boste vedno globlje prihajali v te stvari, recimo vprašanje epigenetike, ampak potem bomo potem mogoče kasneje na koncu rekli, ker je recimo socialna omrežja, smo nekaj povedali, da sem na vseh socialnih omrežjih nekaj sledim tem rečem, kjer se pojavlja ta pseudoznanost, potem se take čudne kombinacije, kaj je vse, kako moraš živeti, pa ne vem kaj, zato da boš potem na otroke prenesel, ne vem, pozitivno mišljenje, ne vem, take stvari, se dogajajo, veste. In ravno naloga, recimo, vas znanstvenikov je, da na nek način poveste, kaj velja in čemu se pa moramo pač nekaj izogibati, pa tako, Mi bi radi povedali, sam bi nas večkrat mogli povabiti. Nismo pa zelo, bi rekla, samo promocijski, tako da se ne javljamo sami od sebe, ampak sicer pa radi sodelujemo in širimo vedo med splošno populacijo. Ja, to bomo prenesli seveda direktorju, pa profesor Jerala je tudi tu, ima neke kompetence glede tega, profesor Jerala. Jaz bi mogoče tukaj še dodal, da cel ta mehanizem epigenetike je zelo zapleten in zelo ga malo še poznamo. Če govorimo o genomu, vemo, da imamo genom v vsaki naši celici. Tako potem tudi za genske preiskave je enostavno vzamemo del krvi, vzamemo iz levkocitov DNK, jo pogledamo in ta DNK je enaka v možganih, v mišicah, v jetrih, v vranici, v vseh organih. Pri epigenetskem zapisu pa to ni tako. Epigenetski zapis je pa specifičen za vsako tkivo lahko. In če govorimo o možganih, ne moramo mi vzeti enostavno koščka možganov v človeku in pogledati, kakšen je epigenetski zapis v tem koščku možganov, tako da tukaj so čisto tehnični problemi tudi kako. In tukaj se pojavlja tudi veliko vprašanje, kako sploh se to deduje. Zaenkrat tega nihče v bistvu ne ve, nihče ni pokazal, a dejansko kako
semenčica prenese v primerih, kot je kolegica rekla, kjer gre za večgeneracijske, je to stalni zapis, ampak v primerih, ko gre pa za vpliv okolja, pa ne razumemo tega, kako lahko recimo stres vpliva, vemo, da vpliva na možgane, da bodo drugače delovali, kako pa to vpliva na semenčice, da bodo to prenesli na naslednjo generacijo, pa še noben ni pokazal, kako se to dejansko dogaja, tako da tukaj je še ogromno odprtih vprašanj, ko teh procesov dejansko ne razumemo. Sled 50 leta, ne ste še polje za raziskave. Profesor Privac, vi ste sicer filozof, etika, ne? Pa me zanima, a ste etiki že takoj vključili, recimo, takoj, ko se so recimo vprašanje o genih, o genetiki pojavili, ste se takoj vključili, tako govorim na splošno, ne vas osebno, zato, da ste začeli opozarjati, da tu pa previdno zraven, ne, ker gre pač za človeka. Dobar dan vsem. Ja, pravzaprav ne vem čisto natančno, kako bi vam odgovoril, ampak v resnici so se vprašanja v zvezi z varstvom. Ja, ampak tudi ste v tem kontekstu, recimo, če so recimo stališča etiko, lahko zavirala kaj, recimo te raziskave. No, načelno stališče je vselej, da je pač etična presoja, ki rezultira na vse zadnje v predlogu neke morale, torej nekih načel ravnanja, ki jih naj družba sprejme. Vselej znanosti zunanja presoja, in torej seveda etične presoje ne štejemo v strokovnost posamezne znanstvene discipline, ki seveda lahko proizvede spoznanja različnih vrst in na podlagi teh spoznanj različnih vrst se ustvarjajo tehnologije različnih vrst, no in morala, do katere, ki jo predlaga etika, je vselej na nek način omejujoča do uporabe znanstvenih odkritij. To je načelno stališče, to ne more biti drugače. Etična presoja nekega ravnanja, ker o ravnanju govorimo, je presoja o tem, ali to ravnanje prinaša škodljive učinke nekomu drugemu. In so ti učinki nelegitimni. In v takem primeru je seveda ocena ta, da je to ravnanje nekaj, kar moramo preprečiti. Po možnosti z mehkimi načini, če pa ne gre tudi seveda s trdimi, ki so zakonska prepoved. Ampak, ne vem, gledate me tako, kot bi vam povedal nekaj, kar niste pričakovali od mene. Ne, nekaj. Pa se čudim temu, ker se mi zdi, da govorim nekaj, kar je samoumevno, tako rekoč. Ja, to so legitimna stališča. Ampak ne, presenetljiva so za vas, če prvo razumem. Ne, niti ne. Samo nekako razmišljam recimo o izjavi znanstvenikov, ki smo jih imeli, recimo mogoče v nekih drugih kombinacijah, ne? Kjer pravijo, da znanost naredi danes lahko dosti več, ker zna, kot si pa upa. Tu ta upati se samo po sebi ni nekaj, kar bi lahko etično obsodili ali ne. Seveda, znanost, vključiti moramo nekaj fazo odkrivanja, nečesa jaz bi ločil, še vedno bi ločil, čeprav se res je prav z genetiko ta ločnica zelo podira, ampak ločil bi vendarle znanosti naravoslovje, ali pa znanosti, ki spoznavajo, kaj narava je, od tehnološke uporabe tega, kar naravoslovje odkrijo v naravi. To sta dve različni dejavnosti, ki skoraj vedno, ne pa vedno ravno zaradi teh zadržkov, ki prav genetika sproža, rojevata dve različni presoji. Načeloma, ko odkrivamo, kaj narava je, na njo ne vplivamo in ne vplivamo niti na usodo drugih ljudi, skratka, naše dejanje je, lahko rečemo, etično neutralno. Medtem ko uporabljamo dognanja neke znanosti, naprimer, ko iz spoznanja o tem, kako razpad visoko radioaktivnih atomov povzroča lahko jedrsko eksplozijo in to bombo v resnici naredimo in jo vržemo, to pa je nekaj, kar ima še kako pomembne etične posledice za življenje, za kvaliteto življenja ljudi in to je nekaj, kar lahko doživi obsodno. Pravim pa, da se danes odkrivanje v resnici pogosto tudi meša z vplivanje na to, kar odkriva. Naprimer, na življenje ljudi. In prav v genetiki je to
Zelo pogosto. Zelo pogosto je težko ločiti med tehnološko posledico nekega odkritja in tehnologijo, ki je potrebna že za samo odkrivanje tega, kar hočemo potem, ne vem, tako ali drugače ekspandirati. Ne? In lahko skratka pride seveda do recimo kršitve nekih načel, naprimer človekovih pravic, naprimer ideje zasebnosti, že v samem odkrivanju bom rekel, genetskega materijala v človeku. Zlasti, ko gre za posameznega človeka, ne pa za bom rekel, Ja, akademik Zorc, vi seveda prihajate v neke najvišje institucije, recimo akademije znanosti, ali pa me zanima, imate vi kakšen komentar k temu? Torej, etika, da kar konkreten primer, ki se nanaša kar na epigenetiko, ki je bila pa razumljena v polpreteklem obdobju nekoliko drugače. Torej, v Sovjetski zvezi je bil ukrajinski znanstvenik, mnogi od vas ga poznate, to je bil Lysenko, ki je izredno podporo dobil stališč strani vlade oziroma takratnega diktatorja Stalina in je s svojimi poskusi vezanimi na spremembo recimo lastnosti rastlin za prehrano, svoje pšenice, dosegel to, da je v Rusiji prišel do strahotne lakote, zaradi tega, ker je njegov poskus ne uspel. Ne samo to, ta njihova tehnologija, to z njihovo znanje, ta Lysenkizem je potem bil prerešen na Kitajsko, kjer je bil enak učinek dosežen. Torej, preračunate, da nekak 30 milijonov ljudi je umrlo zaradi teh napačnih, rekel, z dognanj oziroma, kar rekel, prepričanj, ki so bila uporabljena s ciljem, da bomo rešili te probleme, učinki bi popolnoma nasprotni. Torej, on je bil pristaš takega porekla mehkega dedovanja, ki izhaja nekako od Lamarcka, je pa v bistvu nekaj, kar je želel je, da bi z izpostavljanjem rastlin, rečemo, drugačni klimi dosegel trpežnost teh rastlin na takšno ekstremno klimo. S tem je želel seveda povečati predelek. Ne. No in do neke mere je to uporabno, ne, ampak so bile seveda pač izhodišča, pa tudi potem predpostavke napačne. Ampak to je bil gromozansko velik eksperiment, ki je imel izredno negativne posledice za populacijo Sovjetske zveze in pa tudi Kitajske. Ne. Tako da oni umrli leta 1976, spravi, zato pravi polpretekla zgodovina in se tega premalo zavedamo. Ne. Tako da ne vem, kdo je v publiki, ki je to vedel za ta eksperiment. Če dvigne roke. Etik, ja, nekaj v nekaj parlament. Trije, ne. Torej, to je premalo po nekako. Je treba mogoče tudi več na zgodovino, da se vidi, kako se je misel o tem, kako datujemo, spremenila, ne, od današnje, ki je izredno tehnološka, do tega, da je sekvenca genomu tisto, kar določa, pa do prejšnjih, kjer je bilo pa malo bolj mehko. Ne. Torej, odkritje gena je seveda postavilo tako strojno tako, mašinerijo, ki določa to. Ne. Ampak imamo seveda oblike dedovanja tudi dednina, tudi mitohondri, kar dedujemo samo od mame. Ne. Pri sesalcih, ne, pri človeku in tako naprej. Je pa tako, da včasih je pa tudi pri nekaterih vrstah nekoliko drugače. Ne. Ampak ta fleksibilnost in seveda namen raziskave je eno, potem pa seveda namen, zakaj to uporabiti, recimo kritični primer Stalina pa Lysenka je pa drug. Ne. In ta izhaja pa verjetno iz človekove narcisoidnosti. Tako da je poznavanje postvarjanje klonov človeka, ne, je bil tak zelo znanstven, ampak zelo pogojen, motiviran eksperiment zaradi narcizma. Proti narcizmu nihče... Narcizmu, ne nacizmu, narcizmu. Ja, seveda, se nisem rekla, se sem rekla narcizem, ne? Se pravi, kdo je pa imun proti temu? Tudi med znanstveniki najdete narciza, ali? No? Toliko. Ampak nekako poskusimo zdaj pregovoriti o tem vprašanju umetnosti in pa tega okolja. Ne? Vi, docentka Lovričičeva, ste omenili metilacijo.
Da lahko tu nekoliko poskušate nam pojasniti, zakaj gre, prav v kontekstu tega, ne? Kaj je s to metilacijo, kje se vidi, kaj je z njo? Ja, zdaj, kadar razmišljamo o dednosti in okolju, ne? Torej, če katerakoli lastnost ali bolj zapisana v genih ali bolj na nje vpliva okolje, so idealni model za študij dvojčki. Ker če vzamemo torej enojajčne dvojčke, so genetsko identični, vsaj zdaj po genomskem dednem zapisu, po sekvenci DNA. Vendar kot taka skupina še niso dovolj, ker rastejo seveda tudi v istem okolju, pri istih starših in če imamo samo skupino enojajčnih dvojčkov, ne moramo oceniti, kaj pri njih je res posledica genov od mehkega dedovanja, kaj pa je posledica okolja. Če pa jih primerjamo z dvojajčnimi dvojčki, ki pa so si enako podobni kot klasični sorojenci in so spet zrasli v istem okolju, isto so stari, imeli iste vplive, potem pa že lahko primerjamo, katere lastnosti so med posameznimi pari bolj podobne, tiste so bolj dedno zapisane, katere so si manj podobne, bolj raznolike, na tiste pa je imelo večji vpliv okolje. In kadar govorimo, kako lahko dejansko okolje vpliva na nivo v samem genetskem zapisu, je dejansko mehanizmov nekaj, ki jih skupnim imenom imenujemo epigenetika. Gre za to, da brez da bi se spremenilo zaporedje v dednem zapisu, se spremeni vpliv na to zaporedje. To so omenjeni ali pa možni zaenkrat poznani trije mehanizmi, mehanizem metilacije, to je pač neka kemična sprememba dednega zapisa, zaradi katere nek gen postane aktiven ali pa se utiša. Tako da na takem nivoju pa je znano, da lahko vplivajo razni vplivi iz okolja. Kot recimo? Že samo po obroku, pa pred obrokom se v krvi izražajo popolnoma različni geni, ker je najbolj raziskana, ker je najbolj dostopna, če zdaj govorimo o človeku. Človek je bolj podoboče kot poskusne živali. Že tako majhna sprememba, ampak ta seveda ni dolgotrajna in ni dedna. To je pač tisti trenutek, dokler se te stvari pač ne bi rekli normalizirajo v telesu. Po drugi strani pa so študije z opazovanjem in primerjanjem nosečnosti, ki so se dogajale v obdobjih kakšnih hujših lakot. Pokazalo se je, da potomci v tistih mamic, ki so bile res v hudem stresu, stres v tistem primeru pač res huda lakota, pomanjkanje hranil, ki je kot tako stresno, ne samo mentalno, ampak tudi za telo, da so njihovi otroci in otroci njihovih otrok bili na to tako posledično adaptirani, da so bolj, bi rekli, kopičili hranila in zaradi tega bili bolj debeli, pridelali klasične, bi rekli, odrasle bolezni, sladkorno bolezen, visokrvni pritisk, zaradi pač tistih zgodnih vplivov, ki so se na njih dogajali v nosečnosti. In dokazano je bilo, da se je vzorec metilacije še 60 let po tej lakoti, recimo, še zmeraj kaže v krvi teh posameznikov. Kaj so to, metilacije so to take beljakovine, ki se nalepijo na DNK? Metilacija je dobesedno skupina CH3, ki jo seveda nek encim mora nalepiti na DNA. In kot taka je potem tisti košček DNA nedostopen za ostale celične mehanizme in se zato pač ne izraža. In če se pač gen ne izraža, ne upravlja tisti trenutek nobene funkcije v telesu. Kar je lahko škodljivo, ne? Absolutno, zdaj odvisno, lahko je pa koristno, ampak odvisno zdaj, o čem bi razmišljali, ker epigenetika je otrok zanimiva, mogoče samo v razmislek. Ena od teorij je, da so epigenetski mehanizmi se razvili zato, da se dejansko, predvsem živali, ki se zelo hitro razmnožujejo, ki imajo kratko življenjsko dobo, na ta način mogoče boljše prilagodijo na trenutno okolje. Če je nekam žival izpostavljena, bi rekli, hudim pomanjkanju hranil, potem se njeni zarodki prilagodijo na ta sistem, ampak se hitro rodijo, ker recimo jih ne nosi 9 mesecev tako kot mi, tudi imajo krajšo življenjsko dobo in v naslednjem mesecu to dobro znajo izkoristiti. Pri človeku je seveda čisto drugače, ker če je bilo nekaj v času nosečnosti, se je lahko že v roku leta 2-5 popolnoma spremenilo okolje, ki smo jim izpostavljeni in zato te spremembe več niso tako koristne. Tako da to je ena od
idej, odkot sploh te mehanizmi so in zakaj so sploh koristni, seveda pač kot prilagoditev na življenjsko okolje za tiste organizme, ki imajo pač krajšo evolucijski proces, recimo. Tudi, ki poteka dosti hitreje kot genomski spremembe. Profesor Majdič, vi ste tudi pisali o tej nizozemski lakoti, to je naravno grozljiv eksperiment. No in tako kot Cerkno Rečičeva rekla, so se očitno neki mehanizmi, ne vem, lahko rečemo temu genetski spomin, opisali noter v gen, da so potem celo vnuki obolevali za nekaterimi boleznimi. Ja, to je ta primer, ki ga je na Cerkno Rečič opisala, glede te lakote in težave pri urejanju telesne teže. To je bil en tak napolnjen. Šlo je za to, da je bilo leta 1944 na Nizozemskem, v enem delu Nizozemske huda lakota zaradi blokade nemške vojske v času druge svetovne vojne, in potem so ugotovili, da so dejansko potomke teh žensk, ki so bile takrat noseče v času te lakote, in še kasneje njihove vnukinje imele težave za urejanjem telesne teže, večjo nagnjenost za te bolezni povezane s povečano telesno težo, kar gre zagotovo preko epigenskih mehanizmov. Ugotovili so določene razlike v ventilaciji DNK pri teh potomkah, točno kateri geni so v tem udeležili, to pa še ni natančno znano. In tukaj je eno odprto vprašanje, kot sem že prej se ga nekoliko dotaknil, kako sploh poteka dedovanje tega, to je dejansko ni znano, ker vemo, da sploh po semenčicah se večina epigenoma nekako zabriše, večina metilacije se odstrani iz genoma, nekje po raziskavi pri živali kaže, da samo 1% genoma ostane metiliran. Kako se to odreja, kaj ostane med razvojem semenčic, tisto, ki se bo preneslo naslednjo generacijo in kaj ne v tej metilaciji, to pa zaenkrat ni znano. Potem je pa še drug mehanizem, ki ga še nismo omenili, je pa acetilacija histonov. Histoni so beljakovine, okoli katerih se navija DNK, da se na nek način zapakira v naša jedra, ker DNK je izjemno dolga molekula in se mora natančno zapakirati. In ti histoni odrejajo aktivnost genov na ta način, da se odlepijo od DNK v določenih delih, kjer želi naša celica, da bo gen aktiven oziroma ostanejo tam tesno pripeti na DNK, če želimo geni, da ostanejo neaktivni, in ti acetilirani histoni ostajajo trdno pripeti na DNK. Pri tem... Pa se na te histone lahko tudi lepi, recimo, ta molekule? To pa acetilna skupina, ne metilna skupina, tako na DNK, ampak acetilna skupina. Pri tej je pa zanimivo, da tukaj gre pa... Kot posledica, recimo, teh okoljskih zgodb. Tako, ja, enako kot pri metilaciji DNK. To sta dva glavna mehanizma. Eden je, da se lepijo metilne skupine na DNK v promotorskem območju genov, druga pa acetilne skupine na histone. S tem, da pri histonih gre pa skoraj zagotovo predvsem za dedovanje preko mater, da so kar v času procesiranja semenčic, ko nastaja semenčica, se histoni z semenčic odlepijo, nadomestijo se z drugimi beljakovinami, proteini, in potem, ko se obe semenčice in jajčice združita, se ti histoni ponovno nalepijo na DNK, ki jo da moški iz rezerv, ki jih ima jajčna celica, tako da tukaj gre pa verjetno izključno za materinsko dedovanje. No, pri tele lakote, na Nizozemske, ki je šlo koliko skozi 3 generacije, posledice, vsi avtori se ne strinjajo, da je šlo tu recimo direktno, recimo to genetska veja na otroke, recimo in na vnuke potem, ampak pravijo, da gen si ne zapomni nečesa, ampak da je, ker je izkušnja organizma je trajna, izkušnja organizma, in da je šlo tu predvsem za, kako bi rekla, vpliv nekega okolja, ki je mogoče drugače definirati, da ne gre zdaj to za posledico tega. Ja, nekateri zagovarjajo, da ni bilo pač to neposredno vpliv okolja, da so te matere bolj skrbile za svoje otroke, so jih bolj hranile, ker so same doživele lakoto. Ja, to je nek kulturni vzorc, ja, to je pa stvar razprave. Zdaj vseeno mislim, da verjetno so neki genski vzroki, to, da bi težko rekli, da cela populacija, da so drugače skrbeli. Ker je nazadnje, živeli so, te otroke so primerjali z otroci, ki so bili rojeni 1 leto pred to lakoto, se pravi mame, ki so imeli relativno normalno prehranjevanje, pa ni bilo takih, vsi so pa živeli v vojni, recimo tisti, ki so bili 43 rojeni, ki so bili ravno tako v vojni, so ravno tako verjetno
morali varčevati za hrano, niso imeli takih posledic, tako da verjetno gre vseeno vsaj deloma za neko gensko predispozicijo. Veste, kaj me v zvezi s tem tako imenovanih genetskih spominov zanima? Akademik Zolc, mogoče boste znali pojasniti. Jaz sem pred čas delala nekih televizijnih odležema, seveda sem pa potem razburjena, ker mi je rekel, da Slovenci imamo genetskega spomina za znanost. Mislim, da to te vsako, mislim, jasno, da te razburi taka izjava. Zdaj, to je lahko bilo malo hitro rečeno, a veste, ampak to so vedno tako take stvari, ne? Upam, da ste mu odgovorili, da je se njihov znanstvenik William Harvey učil od našega sanktorija, Svetine iz Kopra, ki je postal profesor potem, ko je nadomestil Galileja v Padovi, Koprčan, rojen leta 1561 in potem seveda je bil profesor za teoretično medicino v Padovi. On je pač seveda naš genetski spomin. On je tudi raziskoval zelo pomembne prehranske navade, ki so epigenetske, to je, kam gre za vso to hrano, ki jo zaužijemo in vodo, ki jo popijemo, kako se ta presnovi skozi naše telo in ugotovil je, da je nekaj manjka, nekaj zmanjka, da je vsota vsega, kar zaužijemo in vsota vsega, kar izločimo, da ni enaka nič, pač pa da nekaj izgine. In temu je rekel respiracija insensibilis, to je termin, ki ga uporabljamo svetovno, redko kdo pa to ve, tudi verjetno imaš sogovornik angleš tega ni vedel, da ta termin izhaja iz seveda koprščine, kjer je imel seveda v svoji hiši, to je današnja glasbena šola, pač eno napravo, na kateri je jedel, spal in tudi ekskrecijo izvajal, da je lahko ta poskus naredil. Torej, genetski spomin, nagnjenost k tej afiniteti raziskovanja ali pa rečemo kulturnega ustvarjalnega delovanja je pogojena na nek način z okoljem, v katerem nekdo živi. Seveda je, Torej, k temu, ustanove težijo vse na zahodu, nekatere pa tudi na vzhodu, ustvarjajo šole, ki potem imajo mehanizme pa metode, preko katerih lahko selekcionirajo talente. To so vedeli tudi v Sovjetski zvezi, to vedo na zahodu, to vedo v teh angleških ustanovah, ki jim rečemo public schools, in to ni nič narobe, da tudi pri nas tako. Ampak za ta genetski spomin bi jaz reči dal en konkreten primer, ki ga lahko pri evoluciji nastanka recimo rakave bolezni izkoristi rakava celica. To je, da v bistvu neko fiziološko delovanje izkoristi za to, da preživi. Čisto preprosto bom omenil, da za vse, praktično večino rakavih celic je značilno to, da se jim presnova spremeni. Da smo spet tam, kjer je saktori. Torej, te rakave celice preferenčno začnejo presnavljati s presnovo, ki rečemo aerobna glikoliza. To je, glikoliza, kot veste, je v bistvu proces, kjer naj bi kisika ne bilo potrebno imeti, recimo vrenje, je pa tudi oblika, ki rečemo aerobna glikoliza, ki poteka kljub temu v celicah, če je dovolj kisika. In to je lastnost, ki je v obliku prisotna, spremenjena pri večini rakavih celic, pa ne samo pri teh, tudi pri matičnih celicah, tudi pri celicah v možganih, ki se plastično spreminjajo. In ta mehanizem regulacije genoma je povezan z nastankom enega metabolita, to je laktat. Ta laktat vpliva na to, kaj se bo v jedru prepisovalo. Vpliva na histone, s tem, da v bistvu laktat aktivira encim deacetilaze in vpliva na to, kaj se bo v jedru, v tistem delu jedra, ki je zaklenjeno v heterokromatin, prepisovalo ali pa se ne bo. Na ta način se lahko znotraj našega telesa ustvari nov osebek, nova entiteta genetska, ki je seveda se manifestira kot rakava bolezen, ampak temelj pri tem pa je, da uporabi lastnost, ki je prisotna, da mi lahko z delovanjem te celice vplivamo na prepisovanje genov v te celice. To se seveda pri epigenetiki sensus strictus, pravi dedovanje mimo sprememb genetskega zapisa v sekvenciji, tako prenese na generacijo. To je prisotno med celicami tudi, ki so genetsko drugačne v našem telesu, kot so naše lastne celice. V tem smislu je to tak primer,
to je v bistvu mehanizem, ki že obstaja, ne? Kako se potem pa prenese vzorc pripisovanja genoma v hetero pa eukromatinu na potomce in pa popolna neznatnost. Ampak obstaja pa med celicami v našem telesu. Ampak veste, kaj me zanima? Zasledila sem, da so te exogeni faktori, se pravi ta epigenetika, ne, ti zunanji dejavniki, tudi sprožilci, recimo, ki ste omenili tumorja, ne vem, raka, pač rakave celice. Koliko je zdaj na tem neke raziskave? Ogromno. Predvsem zaradi tega, ker je to pogojeno s tem, da se napoveduje rakava bolezen. Ne? No in leta 2015-2016 je v znanstveni srednji, pa seveda v celotni zdravstveni srednji na področju onkologije povsem zavladal fatalizem. Zato tega, ker je išla statistična študija, ki je jemala podatke o tem, kolikokrat se nek celični tip v našem telesu, nekih teh obnovitvenih celic matičnih celic podvoji, in so rekli, večkrat, ko se celica deli, večja je verjetnost, da se bo spremenil njen genom. In to je bilo pokazano, da je to napovedno. Torej, največja frekvenca delitev celic v gastrointestinalnem traktu, torej je karcinom kolona, zelo pogost in resnično je pogost. No in ko so zajemali te podatke, ne, in je potem to bilo objavljeno, je potem seveda diskusija bila zelo brušna in ljudje so rekli, kaj bom jaz nehal kaditi, se je to itak statistika, kaj bom jaz nehal preveč jesti, se je to itak statistika in tako naprej. Na kar se je v naslednjem letu objavljena študija, ki je zajemala iste statistične podatke, vendar z nekaterimi drugimi predpostavkami, je pa pokazala, da praktično ni samo to vpliv okolja, pa tudi endogen vpliv, oziroma vpliv tisti, ki vpliva na te mehanizme, ki sem jih preopisal za rakavo celico, to je mehanizem, kaj se v tej celici od genov lahko seveda izraža. Torej, da je tudi, kako ravnamo s svojim telesom, pomembno, kako bo seveda ta bolezen lahko zniknila. Torej, hipoteza, ki je bila najprej trdna, je vodila v fatalizem, je potem bila nekako ovržena, češ, da je pri tej analizi bila metodološko statistika premalo dobro upoštevana. No in smo tam, kjer smo bili, da je seveda nastanka rakave bolezni odvisno od predispozicij, genetskih, in pa tudi od tega, kaj eksogeni učink, kaj je okolje. In ne samo na ta konkretni primer, praktično verjetno na vse lastnosti, ki so lahko samo na fiziološki ravni ene celice, skupine celic ali pa tkiv ali pa organa, kot so možgani, lahko predvidevamo te spremembe kot uporabne za preživetje vrste. To obstajajo, drugače ne. No, mislim, te študije seveda gre še naprej, ne? Ampak tudi omenila recimo to, kar je docentka Lovrečičeva rekla, ne? Da se seveda zaradi teh zunanjih dejavnikov okolja ne lahko gen napak izraža njih več, ne? Napak izraža, ne? No in zasledila sem, da se že nekateri laboratoriji pa raziskovalne skupine po svetu ukvarjajo s tem, da bi recimo ravno v teh tumorih ali raku, kakor rečete, ne? S pomočjo metode CRISPR, to vemo, boste vi potem profesor Melnik povedali, da bi na nek način prišli blizu tem napačno izraženim genom, da bi se jih lahko obrnili. Seveda pravijo, da še 10-20 let najbolj rabijo še raziskav, ampak misel recimo ta. Ko sem majtično to odgovoril, CRISPR-Cas metodologija je pravzaprav odkritje, ki verjetno po naslednjem letu ali pa vsaj 2-3 letih imela podeljeno Nobelovo nagrado, ker spremeni možnost res natančnega, v angliščini se temu reče, urejanja ali pa editiranja sekvence genoma. In trenutno je kar nekaj že kliničnih študij, kjer želijo seveda z učenjem imunskega sistema in pa z manipulacijo človeških celic za spreminjanje genoma na tak način, potekaš, da bi se seveda zdravljenje raka pospešilo. Torej, tudi pri tem načinu, v tej tehnologiji so napake in so tudi seveda nenatančnosti, ki seveda si po eni strani sila vlivajo veliko upanja, po drugi strani pa seveda veliko kritik. Torej,
prava distanca je pomembna, ne? In pri vsaj, če govorimo o zdravljenju raka, je najpomembnejša tudi ta preventiva, zgodnje odkrivanje in pa tudi skrb ali pa preventivno izobraževanje, da je treba zavedati, da vpliva na vznik bolezni pa zdravja tudi kaj posameznik s svojim telesom naredi. In tudi, da ste pogledate Skandinavce, ne, v njih je ta izobrazba zelo močno, nekako v vzgoji, družinski vzgoji, tako da je skrb za gibanje pomembna. Ne. In ta mehanizem, ki sem ga prej omenil za rakave celice, pa presnovek laktat, ne, ta je tudi pomemben zato, da spreminja našo strukturo telesa na tak način, da pri rednem aerobnem treningu poveča ožiljenost naše skeletne muskulature. To je mehanizem, ki je znan in je seveda ne samo to, da vpliva na prepisovanje gena, vpliva tudi na to, kako se tkiva obnavljajo. Ne. Tako da, če je to nekako na fiziološki ravni mehanizem, ki je epigenetski za življenjski ciklus posameznih celic pri nas, potem to je znanje, ki lahko ga uporabimo za to, da induciramo seveda pozitivizem v tem smislu, ne, da to ni tako. Jasno pa je, da naša življenjska doba je maksimalno omejena, statistično na 116 let. Tem pa ne moramo spreminjati. Ne. Tako da to je pač nekaj, kar moramo sprejeti. Imeli to fizično aktivnost, ne, to se tudi zasledilo podateka, ne, da so najbolj recimo od teh epigenetskih dejavnikov, zunanjih dejavnikov, dejavnikov, da ima največji vpliv recimo na potem neke minuse naše, ne, v negativnem smislu cigareti, upam, da nisem koga zdaj to užalila, ker ta boj kar naprej še poteka, a ne okrog tega kajenja, pa debelost, ne. Prehranjeno to se vse, to, kar ste, pa fizična aktivnost pa v plusu, ne, to, kar ste vi omenili. Ja, profesor Najdič, smo rekli, da ste nekoliko več rekli o tem CRISPR-ju, kaj zdaj, ne? No, to je metoda, kot je že profesor Dvorec omenil, nova metoda, ki omogoča dokaj natančno editiranje, urejanje genov, da spreminjamo sekvence genov. Največ se uporablja zaenkrat za izrazovanje določenih koškov genov, so pa seveda ideje, da bi lahko to uporabili metodo tudi za spreminjanje metilacije genov, da bi pač povezali z temi sekvencami, ki prepoznajo točno določeno specifično zaporedje DNK, za geni, ki urejajo metilacijo, ki pripenjajo ali odpenjajo te metilne skupine, in bi na ta način lahko urejali tudi epigenom, da je to še daleč, mislim, da od tega, da bo dejansko prišlo v prakso. Je pa potencial se kaže, je pa seveda tudi veliko vprašanj, ali je metoda dejansko tako natančna, kot nekateri zagovarjajo v neki publikaciji v zadnjem letu, ki so pokazali, da vse metoda dela tudi neželene mutacije. Tako da jaz mislim, da bo treba še malo počakati, da bomo videli, imeli smo v zadnjih 25 letih večkrat kakšne take metode, ki so kazali, da bomo kratkem lahko zdravili genske bolezni, pa se je izkazalo, da zaenkrat še nimamo učinkovitega orodja. Je pa zagotovo eksperimentalne namene, je pa zagotovo zelo... Katere mislite? SRNK recimo bila ena taka, ki se zelo malo uporablja, potem samo poseganje v genom na začetku, ko se bo samo z encimi, ki jih celice uporabljajo, lahko kaj spremenjalo gene, pa se je izkazalo, da je to zelo težko. Tako da tukaj se vedno se kažejo neke težave, pa hkrati pa potem še novi nivoji regulacije, ki pa stvari dodatno zakomplicirajo. Če smo ravno o raku govorili, včasih je rak je v bistvu genska bolezen. Dejansko rak nastane, ko se nekaj genov spremeni, začne napačno delovati in spremenijo naravo celice, da postane hitro rastoča, nediferencirana in podobno. In če je to pred 10 let ali 15 let veljalo, da so to trde genske spremembe, torej mutacije v genih. Danes vemo, da je tudi rakasta celica ima zelo spremenjen vzorec metilacije DNK, ki očitno zelo močno lahko prispeva k temu. Tako da je tudi ta epigenetika pri raku zelo, zelo pomembna. No, mislim, ampak če govorimo, mislim, če se fokusiramo na to epigenetiko, kateri so tisti dejavniki, to so zunanji dejavniki, ne, ki recimo, če že govorite o raku, ne, vi eventualno, ne, so to naše razvade, ki se jih pač predajamo, pač to je življenje, ne? Ja, zagotovo, zdaj tukaj natančno teh stvari še ne poznamo. En tak primer, ki je mogoče najbolj proučen, je stres, ki ima lahko zelo dolgotrajne učinke. Tukaj se pozna so raziskave tudi pri ljudeh narejene.
recimo ena znana raziskava je bila na možganih samogorilcev, recimo eno skupino, ki je bila v otroštvu zlorabljena, ki so imeli zelo težko otroštvo, in druga, to so bili mlajši ljudje, ki so naredili samomor, in so ugotovili, da tisti, ki so bili izpostavljeni hudemu stresu, zlorabam v otroštvu, so imeli dejansko spremenjeno metilacijo nekaterih genov v možganih, predvsem gre tukaj za receptor za stresne hormone, sprejemnik, tisti, ki prepoznava stresne hormone, in se s tem povezuje potem do večja nagnjenost za duševne bolezni, kot je depresija, anksiozna motnja in podobno. Zelo verjetno ima nezdrava prehrana vpliv na nekatere gene, ki urejajo metabolizem, točno kateri geni so to, pa kako to deluje, smo rekli že nekaj danes še ni znamo. No, samo nekaj bi še omenila, profesor Zarec, vi preko nam uidete, ne? Profesor Majdič je omenil stres, ne? Vi ste tudi na nek način nekje, mislim, da na ene predavanju sem vas poslušala, ker ste govorili o tem, o šoli. Zdaj je seveda ta debata velika, da so otroci preveč obremenjeni. Vi ste tako rekli, da seveda prevelika permisivnost tudi ni dobra. Da seveda delo na nek način pri šolarjih oblikuje tudi človeka potem za kasneje. Seveda se ni govorilo o tem, da bi o stresu, ki ga seveda otroci doživljajo. Drugo pa še nekaj v zvezi s tem učenjem. Od nevrofiziologov so mi rekli, da recimo način poučevanja, ki ga prakticirajo v naši šoli, to je učenje na pamet, brez logike in tako naprej, ali najbolj vemo vsi, za kaj gre, da tako rekoč zabetonirajo neke sinaptične poti v možganih, ki so potem nepovratne. To me zanima, mislim, oni so seveda to kot kritiko šolskega poučevanja. Torej, nič ne bom dal tazga razmislek. Torej, učenje česa, motorične aktivnosti, učenje, ne vem, pisanja, kreativnega pisanja, učenje matematičnega reševanja kompleksnih problemov, to so zelo različne stvari, ampak za osnovo je pa tako, da če pogledamo možgane, ko se rodimo, praktično nimamo beline. In se s tem, ko se mi odraščamo, z načinom odraščanja in delovanja vplivamo na to, kako se belina ustvarja v naših možganih. In seveda do leta 22 nekje, tam plus minus nekaj let, se tudi v tem času začnejo sinapse eliminirati, ne da se ustvarjajo, ampak mi imamo ogromno sivine, ogromno stikov med sinapsami v tem razvoju in se zaradi učenja in razvoja, se pravi, gostota teh sinaps se specificira, da se ustvarjajo nekatere mreže signalnih poti. Torej, učenje je seveda nekaj, kar tisti, ki je šel skozi proces študija, dober učitelj, bo imel subjektivno izkušnjo o tem, kako je lahko doživel, da se je nečesa naučil, temu bomo rekli kar spoznanje. Medtem, ko preko pravilniškega sistema, ki ga obvladuje naš šolski sistem, določa, naša standard znanja je, da mora znati Pitagorov izrek, pa da mora znati recimo zdravljico na pamet in tako naprej, je seveda premalo poudarja vlogo učitelja, ki ima subjektivno izkušnjo, kako se v učenju napreduje. To ni algoritem, ki bi mu lahko objektiviziral s tem. Je možno k temu pristopiti, ampak običajno so to dobre šole, tiste šole, kjer imamo učence, ki so močno motivirani. Močna motivacija je pogoj za dobro učenje. Iz dobrega, še boljšega, pričakovati, da bomo imeli ljudi, ki so sposobni velikih odkritij, je za zahodni svet nemogoče predvidevati. Ampak dobro učenje pomeni disciplino, absolutno disciplino, ker so možgani stroj, ki je sposoben predstavljanja zunanjih senzoričnih držav, pa tudi abstraktnih, notranjih doživetij. In še ena lastnost je pomeni za možgane, da se na vse zelo hitro navadimo. Na ugodne stvari, pa tudi na tiste, ki so manj ugodne. Ker tu možgani ne diskriminirajo, kaj je ugodna, ne ugodna, ampak samo mehanizem. In tu je seveda še ena taka težko
težka tema, ne? Težka tema predvsem za naše politike, ampak je to tisto, kar določa bodočnost, zato so šole zelo pomembna, pa družinska izkušnja, otroška izkušnja zelo pomembna izkušnja, ki določajo tudi naše vedenje in naše znanje v bodočnosti. Pa konec konca, da nam ne bo nekaj čez 50 let očito, da nimamo genetskega spomina za znanost. Genetski spomin vedno obstaja, ker to je neka tudi kulturna vrednota. No, se malo karikiram to, ne? Kulturna vrednota je naše okolje, kjer cenimo določene stvari, ne? Kjer je vrednota, se spomnim se enega filma, ki ga vsi poznate, 7 let v Tibetu, ne? Pa dialog med plezalcem pa med to šiviljo, ki je Tibetanka, ne? In on se hvali in je super atlet, ima to Nobelovo nagrado, oziroma to olimpijsko nagrado za smučanje, za alpinizem, ne? Ona pa odgovori, ja, v naši kulturi je pa pomembno premagati svoj ego. Tega dobro se zelo različne. To je res, ja. Profesor Privac, recimo zdaj, ko smo govorili o teh zunanjih dejavnikih, ki tako ali drugače vplivajo pozitivno, negativno, ne? Recimo, tu se pa etiki seveda potem težko spuščate recimo v presojo. Ja, vprašanje je sploh, zakaj bi se spuščali v presojo? Pravim, etična presoja je presoja, ki ne zadeva akterja domnevno etičnega dejanja samega, temveč zadeva tiste, ki bodo s tem dejanjem doživeli neko spremembo. In to je šele trenutek, ko etik dobi neko delo, ko ima nalogo, ko se vzpostavi njegovo polje, ker tem v resnici ga ni. Tako da, če imamo praviti z nekim raziskovanjem, ki nima nobenih učinkov na nikogar, ki ima etično vrednost, potem je to raziskovanje seveda vsem prosto, ker sem prej zelo poudaril neko omejevalno vlogo etike. Hkrati zdaj poudarim to, da etika pravzaprav ne pa ima svoje področje, da se ne loteva etičnih presoj kar tako iz zraka in kar počes. In če moram, recimo, če naj povem mogoče nekaj, kar bo zdaj nekoliko bolj v duhu tega, kar je naš današnji tema pogovor, to je epigenetika, kaj je bom rekel, v neki veliki sliki, ki jo lahko izreče etično stališče v zvezi z statusom epigenetike danes. Mogoče lahko nekaj rečem o tem. Ja, mislim, da je epigenetika, kot sem se sedno seznanjal, odkar ste me povabili, ker seveda jaz o tem vem bore malo, in kot sem danes tudi lahko slišal, z veseljem prisluhnem vsemu temu, kar sogovorniki levo in desno od mene tu mi povedo. Pač lahko rečem nekaj. Ja, danes smo v resnici, po mojem mnenju, v primežu neke ideje, da je gen vsemogočen. Ta ideja je v družbi zelo močna in nekateri iz tega delajo neko ideologijo. Ideologija, ki se lahko reče tudi genski determinizem. Genski determinizem v okvir genskega determinizma sodi tudi vsak rasizem. Rasizmi so oblika genskega determinizma. No, epigenetika je v tej luči tisto raziskovanje, ki to gensko deterministično ideologijo spodbija oziroma jo mehča. To je po mojem mnenju nek prispevek k temu, da se ta ideologija, ključno s tem njenim rekel bi sam, najbolj nevarnim delom rasizmom, ne širi preko mere oziroma da ostane na nek način zamejena. Res je, da za epigenetiko v tem tipu verjetno v Sloveniji je zelo malo ljudi in za ta dognanje je zelo malo ljudi, zato bi bilo po mojem mnenju relativno pomembno, da se tudi to spoznanje bolj širi, ker ima točno te konsekvence. Namreč še mogoče ta dodatek, zakaj pa je rasizem najnevarnejši genski determinizem, zato ker ruši nekaj, kar sam mislim, da so moralni temelji naše civilizacije in to je ideja moralne enakovrednosti ljudi.
temeljne moralne vrednosti ljudi, ki, še enkrat, mogoče še ta dodatek, ni v opreki z možnimi hierarhijami, ki jih v družbi lahko ustvarimo oziroma ki nastanejo v družbi, vendar te hierarhije morajo biti na nek način zamejene in ne smejo porušiti te ideje temeljne enakosti, moralne enakovrednosti ljudi. Ja. Najprej soglašamo, ne? Ja, profesor. Ja, hvala. Hvala pa še drugi. Hvala za informacijo o mojem sorojaku, ki mi niso bile znane. Hvala. Samo še eno vprašanje. Potem bomo pa še v publiki dali kakšno besedo. Docentka Lovričičeva, zakaj mislite, da se to, kar je recimo na koncu povedal profesor Hribac, se pa potem tudi ta tema, ne, epigenetike, tako kot mnoge teme, ampak konkretno, ko govorimo o tem, zlorablja recimo v demokratičnih socialnih omrežjih, napak interpretira. Kje ste znanstveniki, da ne postavite stvari nekak na svoje mesto? Zdaj, sama nisem brala teh zapisov, no? Vi ste mi omenili, ne? Da dejansko je, kot bi si verjetno večina publike predstavljala, ne, stvari. Ja, to besedno tako, ne, mislim, nauči se, kako rečejo, pozitivno misliti in bojo potem tvoji otroci srečni, ne? Veste, to so pa res kar hudi fopaji, ne? Ja, vse tako pravi, to sem želela povedati, da mogoče te stvari, stres v nosečnosti, pa potem, ne vem, vnuki posledično z avtizmom, ali pa s hiperaktivnostjo, ali pa z slabim odgovorom na stres, ali pa lakota, prehranjenost v nosečnosti, pa potem zaradi tega debeli. Vnuki, spet ne samo otroci, ne, mogoče se ta mehka znanost, mehki dokazi, ne, lahko hitro izkoristijo, tako kot ste rekli, ne, strani ljudi, ki pač to znajo izkoristiti. Hkrati je premalo znanstvenih dokazov, ki bi to ali ovrgli, ne, to tako zelo enostavno teorijo, ali pa vsaj dokazali, kaj vse za to je res potrebno, da se je to izrazilo v naslednjih generacijah. Namreč tako se mogoče sliši preveč prepotentno, če človek reče, ne, zato ker recimo sem v nosečnosti slabo jedla, bo moj vnuk debel. Ampak čisto zares, kar danes ni bilo omenjeno, pa bi moralo biti, je mogoče to, ne, da v nosečnosti je bil tej isti lakoti izpostavljen tudi moj otrok, pa tudi njegove zarodne celice. Tako da čisto zares je bil tudi moj bodoči vnuk izpostavljen tem okoljskim vplivom. Ne? Mogoče tako daleč nismo razmišljali danes. Tako da to ni čist nekih samo, kar bi lahko izolirali, da se je neodvisno pojavilo pri tej tretji generaciji, ne? Ampak je dejansko nekaj, čemu so bili izpostavljeni. In zdaj so stvari, na katere seveda lahko vplivamo, kot je razmišljanje ali pa pozitivna naravnanost, ki mimogrede verjamem, da res pomaga, čeprav ne, da so potem tudi otroci uspešni nujno, ampak mislim, da generalno okolje, v katerem rastejo naši otroci, absolutno se iz tega učijo, kako reagirati na situacije in kako razmišljati, in če je seveda več optimizma in motivacije v njihovem odraščanju, ga bojo vzeli za svojega. Ni pa nujno tako enostavno, kot to, oziroma sigurno ni tako enostavno, kot si lahko predstavljamo. Ja. Zakaj pa hkrati, še vprašanje, zakaj se ne oglasimo tisti, ki mogoče bi to lahko demantirali. Dejansko ne beremo čisto zares tega, očitno dovolj, ali pa nimamo pridike kritično in glasno povedati, kaj mislimo, ker pač nismo vprašani, nažalost. Ja, profesor Majdič. Tukaj mogoče sam še eno stvar dodal, smo več govorili o stresu, ne da ne bo narobe razumljeno. Tukaj govorimo o hudem stresu. Stres kot tak je evolucijski mehanizem, ki je izjemno koristen za naša telesa, tudi za zdravje. Stres je mehanizem, ki omogoča preživetje v nekih nevarnih pogojih, tudi s tem učinki, ki jih ima na telo, da se poviša dihanje, poveča frekvenca srca, vse to ima izjemno koristne. Problematičen je dolgotrajen stres, zelo kot stres, kot smo rekli prej, zlorabljeni otroci v otroštvu, ne pa nek tak blag stres.
dejansko plod v maternici je pred blagim stresom tudi zaščiten, ker posteljica ima encime, ki stresne hormone lahko uničijo. In samo, če to presegi že nek prak, če gre za nek hud stres, kot je vojna, kot je res huda lakota, potem prije do teh posledic. Ni pa to zdaj, da bi se mogel dosekirati, če je ženska problemoseča bila malo živčna zaradi česa, če se enkrat skregala z možem, in to ne bo vplivalo na otroka, ne bo vplivalo kaj drugače. Ja, profesor Prijac, imaš še nekaj dodati zraven? K temu, kaj je bilo rečeno, ja. No, da zaključimo. Tako. Mogoče bi še nekaj rekel, v zvezi s tem, kar je vas presenetilo pri mojem prvem odgovoru, ali pa kar si sam mislim, da vas je, ker sem to na nek način prebral na vašem izrazu. Mogoče je to nekaj, kar je treba večkrat ponoviti, kar ni splošno znano. Pravzaprav je moja ugotovitev v mojem okolju je, da to ni splošno znano. Ne vem pa, kako je to v drugih okoljih, rečemo temu naravoslovja, tehnike. Namreč, ja, točno ta zunanjost etične presoje in znanosti. Zdi se mi, da smo kot družba v resnici slabo opremljeni za to vrstne debate in zato jaz pozdravljam te pobude, ki sem jih bil že dvakrat tudi sam v prvi osebi deležen, da se pogovarjamo o novih dognanjih, novih področjih znanstvenega delovanja in novih tehnologijah, ki so nam na voljo in da to delamo v pisani druščini, v kateri nastopa tudi nek etični pogled. Ja. Zdi se mi, da je tega v slovenski družbi zelo malo, da smo neopremljeni v tem pogledu za te razmisleke in mislim, da so te razmisleki hkrati tudi ne samo, da jih ni, ampak da so izjemno pomembni. Da kot družba pravzaprav na neki točki celo ne bomo mogli se razvijati, če ne bomo ne samo v najbolj razvitih delih družbe, ne samo v družbeni eliti, temveč, rekel bi, tudi v tistih, ki so od tega zelo oddaljeni, bili sposobni nekih presoj posameznih tehnologij, biti torej zaznavni za neke morebitne težave in kot so naprej take okoljske katastrofe, kakršne se zgodila v Vrhnik in tako naprej. To moramo biti sposobni na nek način miselno, pojmovno, pravilno percepirati in kar je pogoj za to, da to tudi razrešujemo. In v tem smislu seveda je pomembno nekako razumeti, da res je to osnovno razmerje, mislim, če končam to misleno, jaz sem kliknil danes, predno sem odšel sem v Google iskalniku pojem Nacionalna komisija za znanost v Sloveniji. Seveda, če vtipkaš to v Sloveniji, dobiš slovenske zadetke, ni se zgodilo nič. Veste, take komisije nimamo teles na nacionalnem nivoju, na katerem bi to, kar se dogaja danes tu in se je dogajalo že v preteklosti, verjetno se bo v prihodnosti v relativno majhnem obsegu delali na nacionalnem obsegu kontinuirano, tako da bi tam dosegal tudi tiste najbolj oddaljene, bom rekel, od njegovega središča, od slovenskega središča. Mislim, da bi to kot družba potrebovali, da bi morali spremeniti to percepcijo, ki verjamem, da je tudi med delom znanstvenikov, raziskovalcev, češ etika je tista zoprna stopnica, ki jo mora vsak raziskovalec, ki prijavlja kakršnokoli raziskavo, premagati, ker mora dobiti tudi etično odobritev za svojo raziskavo in tu se potem neha na nek način. To je to, kar smo verjetno predvsem po nalogu evropskih direktiv tudi sprejeli, inkorporirali, interiorizirali, kaj več od tega ne. Mislim pa, da pravim, je razvoj, družben razvoj na vse zadnje odvisen od tega, ali bomo etično bolj zreli kot smo, torej sposobni boljši predsoj kot smo in v tej zvezi še enkrat, znanost in morala sta ločeni stvari. Med drugim sem dobil tudi povod prej za to, da omenim figuro, ki to lahko dobro predstavi. Namreč omenjen je bil eden od odkriteljev dvojne vijačnice, Watson. Watson je minule tedne prišel v svetovne medije zato, ker je izgubil titulo nekega svetnika, neke zelo pomembne raziskovalne inštitucije v New Yorku in izgubil je zato, ker je ne samo enkrat, ampak potem, ko je bil že prvič opozorjen, še ponovno izrekel, da je inteligenca rasno določena.
Torej, človek, ki pooseblja genetiko, je na stara leta pač to genetiko povezal z idejo rasnega oziroma genetskega determinizma in seveda rasizma. Kar govori o tem, kako je to ločeno in pravzaprav sproža nekaj vprašanj, kako je lahko torej nek vodilen genetik, vsaj v preteklosti, vodilen genetik kaj takega lahko izrekel. Drugo pa je to, recimo, pogledajte, drugi primer tega istega je to, kako uporabljamo besedo ekološko. Ekološko za nas pomeni zaželeno ravnanje. Ampak v resnici je pa pomen besede ekološko zgolj to, da se nekaj dogaja v skladu z napovedmi, teorijami, trditvami ekologije, ki je znanost, ki ugotavlja, kaj nekaj je, ne pa kaj bi moralo biti. In mešamo dvoje, mešamo pozitivno vrednotenje nečesa in zgolj ugotavljanje nečesa, kar je. Znanost dela zgolj to drugo. Vrednotenje je iz znanosti izključeno. In zato ne moramo reči, da se, na primer, napačno izrazi nek gen, ker se seveda gen ne izrazi napačno. Gen se pač izrazi kot se. Naša zunanja presoja znanosti, torej etična presoja je to, ali je ta sprememba zaželena in rečemo v tem primeru, da je dobra, ali pa da je slaba, ker je pač nočemo, ker prinaša bolezen. In dobro, mogoče še odprem še eno novo temo, odkar seveda je genski poseg lahko tako tako uspešen, kot to napoveduje tehnologija CRISPR, je seveda možno tudi začeti razmišljati o tem, da bi v resnici to delovanje, ki ga je družba do zdaj upravljala tako, da je tiste, ki so bili gensko tako ali drugače naravno loterijo oškodovani, da jim je pač ponujala neke substitucije, neka nadomestila, neke kompenzacije za svojo oškodovanost, začeli razreševati tako seveda, da bi te ljudi v resnici pozdravili, še preden se rodijo ali pa na samem začetku njihovega življenja, ker bi to bila za njih seveda ugodnejša, boljša možnost in tehnologija danes to v resnici ponuja. Ampak to je velik skok za naše predstave o tem, kako ravnati, ker na kaj takega nismo navajeni.